Spoštovani in spoštovane, ura je natanko 17:15. Pozdravljeni vsi, dobrodošli na drugem moderiranem pogovoru s starši. Preden pa zares začnemo, dovolite, da povabim sem na oder ravnateljico našega doma, Simono, da vas nagovori. Prosim, Simona. Hvala lepa, Dušan. Lepo pozdravljeni v imenu vodstva, v imenu direktorja Ciriusa, Gorana Pavliča, ki žal danes ni mogel biti z nami. Veseli me, da ste se v tako velikem številu udeležili moderiranega pogovora starši, ki so ga pripravili naši sodelavci v razvojnem timu sodelovanja starši. Kakor veste, si že nekaj časa zelo prizadevamo za vzpostavitev partnerskega sodelovanja z vami in ena izmed aktivnostmi, s katero želimo seveda to partnerstvo spodbuditi in okrepiti, je tudi današnji dogodek. Zahvaljujem se ekipi, ki je pripravila to aktivnost, zahvaljujem se staršem, da boste z nami delili vaše izkušnje, veselim se tega pogovora, zahvaljujem se vam za udeležbo in prijetno poslušanje. Hvala lepa. Hvala, Simona, in seveda posebno bi rad poudaril, da sem neizmerno vesel oziroma sem hvaležen mojim današnjim gostom, gospodu Francu Ravnikarju, gospe Martini Logar in gospe Lani Dakić. Hvala torej, da ste prišli in upam, da bomo naredili to, kar je namen. Naj na kratko povem, kaj je namen tega srečanja. Ko se ljudje obračajo k meni kot psihologu in mi vedno znova rečejo, da se obračajo k meni zato, ker nimajo nikogar, s katerim bi se pogovarjali, se zdi, da je to nenavadna izjava. V času, v katerem ljudje neskončno veliko komuniciramo, se tudi pogovarjamo, izmenjujemo informacije in podobno, se zdi neverjetno, da toliko ljudi reče, da se želijo pogovarjati z neznancem, ker nimajo nikogar, s katerim bi se pogovarjali. Kaj naj bi to pomenilo? To pomeni, da obstajajo teme, za katere nimajo sogovorcev. Da obstajajo nekatere teme v njihovih življenjih, o katerih se pogovarjajo malo, redko ali pa sploh nikoli. Po drugi strani pa to pomeni, da se ljudje želijo pogovarjati. In pogovarjanje ni isto kot izmenjavanje informacij. Pogovarjanje je nekaj drugega. In tukaj se želimo pogovarjati. Jaz se bom pogovarjal z vami, starši. O čem se bomo pogovarjali? Na kakšen način se bomo pogovarjali? Zakaj se bomo pogovarjali? Realnost, življenje si lahko predstavljamo kot, da je naloženo v plasteh. Obstajajo vrhnje plasti, obstajajo površine in obstajajo globoke plasti naših življenj. Na površju se spontano znajdemo vsak dan in se gibljemo po površinah. V globine naših življenj gremo včasih, nekateri ljudje rečejo, da jih to ne zanima, da jim je v redu, če so odnosi, pogovori med njimi na povrhju, na povrhnosti, se pravi na površju, če lahko tako rečem, da so tudi površni. Nekateri ljudje pa se želijo, kot rečeno,
globlje pogovarjati o življenju, o tem, kar se jim dogaja, o svojih izkušnjah, o tem, kako doživljajo življenje, svet, sebe, druge in tako dalje. Tale prostor, v katerem smo zdaj, želimo odpirati takim pogovorom. To ne pomeni, da bomo postajali osebni ali celo intimni, pomeni pa, da želimo vsaj malo se spustiti pod površje in spregovoriti o tem, kar se nam dogaja. Oziroma v našem današnjem primeru, kaj se dogaja, ko starši otrok s posebnimi potrebami, kot se imenujejo, živijo z njimi leta in leta. Kaj pri tem doživljajo? Kakšna so njihova čustva? Kakšni so njihovi občutki? Ali je to lahko pomembno? Lahko je. Zakaj? Vemo iz izkušenj, da se ljudje o nekaterih temah redko pogovarjamo tudi zato, ker se ne želimo. Nekaterih tem nas je tudi strah. Nekaterih tem se bojimo. Zato o nečem, tudi če je za nas pomembno, tudi če je zelo pomembno, včasih preprosto ne želimo govoriti. V tem prostoru želimo spregovoriti tudi o takih temah. Zakaj? Ker ljudje pravijo, da so pomembne, da se želijo pogovarjati o takih temah. Seveda je eno pogovarjati se z nekom na 4 oči v varni sobici, kjer ni nobene možnosti, da bi kaj šlo ven, kot se reče. Drugače je govoriti pred 100 ljudmi, kot vas je danes tukaj. Pa vendar bomo poskusili iti v to smer. Se pravi, pogovarjati se o nekaterih temah, ki so za vas starši pomembne. Verjamem, da so pomembne tudi za vas. Tudi vi ste starši, mogoče celo večina vas, ki ste zdaj tukaj staršev, nekateri ste starši otrok s posebnimi potrebami, nekateri niste starši otrok s posebnimi potrebami, ampak ni pomembno. Pomembno je, da vsi določene stvari v svojem življenju, vsaj kdaj pa kdaj, doživljamo na podobne načine in se želimo o njih pogovarjati. In da ni dobro, če nimamo nikogar, kot sem rekel uvodoma, s katerim bi se lahko o teh stvarih pogovarjali. Torej, vsekakor sem prepričan, da ljudje hrepenimo po dobrih pogovorih. Upam, da bo naslednji 1,5 ure to, kar se bo dogajalo tukaj, dober pogovor. Zdaj pa prosim, dragi starši, dovolite, da vam zastavim prvo vprašanje. Za vse 3 bo enako. Ali ste pripravljeni, gospod Franc, kaj povedati, kaj je bila morda najpomembnejša življenjska lekcija v času, ko živite skupaj z otrokom s posebnimi potrebami, kot se reče, za katerega skrbite, ste oče, in verjamem, da ste doživeli veliko in morda ste o čem pripravljeni tukaj spregovoriti. Prosim. Najpomembnejša lekcija, težko bi rekel, kaj bo najpomembnejša. Predvsem pa zame osebno je bilo to, jaz sem 3 leta rabo, recimo, ko sem zvedel, da je hčerka zbolela, da sem prišel k sebi. Ko si v službi, to niti ne razumajo ostali sodelavci, da človek, ko ga nekaj tako stisne, ko zve neko diagnozo, da pač bo čeprav takrat bo šlo redo, ampak ko to predeluješ, moraš tudi sebe nekako postaviti na ravno tla. In to se potem vsakič zgodi, ko imaš pa nekaj drugega, ki se prav, ko naslednja stopnja, ko je pač še druga bolezen, pa tretja, vsakič dejansko padaš v nek prepad, s katerega se moraš pobrati. In to je zelo težko vsem razlagati tam, da ne morem zdaj
ne, pusti me primer, ali pa ne, rabim pomoč, ali pa jaz sem tudi, če me kdo vprašal, ne, jaz sem vedel, pač, če me kdo, ali lahko vprašam, kaj pa je. Meni ni bilo problem razložiti, povedati, kaj je, ne. Tako da se mi zdi da kot starši, da se moramo sebe dosti dobro, ne, biti močni, da lahko recimo te problemi, težave, da to prenesemo. Ne. Če dovolite, kaj pomeni biti močan? Močan, ja, to bom težko povedal, močan. Prenest, ne vem, da recimo danes mi ni problem, karkoli pride to, bi rekel, ena slaba, dobra stvar, me ne bo izpravila stera, recimo, ne. Ko recimo v preteklosti je bilo tako, da pač si dejansko obupan, ne veš, kaj narediti, nekoga se obrniti, kam po pomoč, zdravniki, gor, ko ne vejo, recimo, ne. Da dejansko imaš začrtan cilj, veš, kaj, če se kaj zgodi, kako boš reagiral, se pravi, kako je se z otrokom živi, kakšne so njegove potrebe, kakšne so omejitve nas, a ne? Se pravi, tudi imamo še eno hčerko, ki je pač v redu, zdrava, tudi ne razložita, ne, da pač ta bolna hči ne na prvem mestu, ampak da ne moramo vseh stvari narediti, zato ker pač ne moramo, smo dejansko tudi fizično ali pa, ko bi rekel, omejeni, ne moramo hoditi smučati, recimo, ne. Tudi na morje, ko greš, ne, je to težko. Tako da te stvari moš sprejeti, znati razložiti ostalim, s ženo ali s partnerjem moš to, oba dva morata to sprejeti in to je pač biti močen. Rekli ste, oba dva morata ali pa morava to sprejeti. Največ pa to ni enostavno. Ja, zdaj, to, ker recimo z Ano, ko smo, Ana je bila 3-krat v komi po 3 tedne, recimo, ne, to v roku 6 let, ne. In ko po 3-4 tednih, ko zdravniki rečejo, zdaj smo pa mi vse naredili, pa tam še čakamo, ne, lahko samo zaupaš, pa upaš, ne, da bo pač se izboljša, ne, čeprav ne veš, kaj v tistem trenutku boljš, ne, ko pač v otroku leži tam, ne, vsi samo okrog hodijo in čakajo, ne. Ampak če verjameš, da bo vse v redu, potem je pač to je biti močen, ne, da rečeš, da obupaš in ne veš, v kot pa jokata, ne, čakaš. Če verjameš torej. Moraš verjeti in zaupati in imeti črto v življenju, kam naprej, ne, kako naprej. Ok, k temu se še vrnemo. Verjeti in zaupati. Gospa Martina, prosim. Ja, zdaj, najpomembnejša lekcija je mogoče to, da se je treba nenehno prilagajati, tudi prilagajati svoje cilje in načrte. Recimo, mi smo izvedeli diagnozo že takoj ob rojstvu, no, tako da to je bil kar, bom rekla, velik šok sprejet, ker to ni bila samo njena diagnoza, ampak so jo istočasno potrdili pri meni, da sem mogla pač predelati to je zelo dolgo trajalo, no, da sem se postavila, da sem nekako žarvala in šla naprej. In potem je bil cilj samo, da bo hodila v redno šolo, pa bomo vse, tudi če bo na vozičku, bomo mi vse, samo da bo hodila v redno šolo. Tako da sem bila zelo srečna, ko so jo dali enakovredni izobraževalni standard in istočasno je bil pol velik šok, ko sem izvedela, da ne bo šlo, da bo šla v nižji izobraževalni standard. In potem smo videli, da tudi tlele ne bo šlo, da smo mogli še nižje. Pa istočasno z vsemi diagnozami, da kar vsake toliko se še nekaj ugotovi, pa še
težave s ključi, ki jih v začetku ni bilo, pa še, ne vem, da nikoli ne bo mogla čisto redu razumljivo govoriti. Skratka, stalno so neke stvari, ki jih moraš sprejemati in se z njimi nekako spoprijeti, se sprijazniti in imaš občutek, da že začneš funkcionirati z novo realnostjo, se še nekaj novega pojavno. Tako da včasih tudi, bom rekla, traja, da kakšno zdravniško ali pa mnenje kakšnega drugega strokovnjaka sploh sprejmem pa rečem, ok, zdaj bomo pa še s tem živeli. Ste rekli vedno znova. Kaj to pomeni v luči vsakdanjih trditev ali izjav ali predstav, ki so povsod okrog nas, namreč, da imamo ljudje ogromno priložnosti, da napredujemo v svojih življenjih, da nenehno nekaj počnemo, da je stvari vedno več, da dosegamo visoke cilje. Kaj bi rekli glede tega? Ja, v mojem osebnem življenju je glih to nekaj več, ne? Da se pač sprijaznem, pa začnem živeti, pa ne si bo to rutina, da vsak večer aparat preklapljamo, ali pa, ne vem, da uporabljamo nek nov medicinski pripomoček. Se mi zdi, da če zdaj pogledam svoje življenje v primerjavi s pred 10 pa 15 leti, je tega zmer več nekih obveznosti v zvezi z njo. In ja, se mi zdi, da na tem področju jaz dosegam nekaj več. Sigurno pa na račun tega zanemarjam svojo kariero, ker se niti ne upam, recimo, zapustiti službe, ki mi pač omogoča to fleksibilnost, da lahko sploh za hčerko dobro poskrbim. Hvala lepa. Gospa Lana. Dobro večer. Jaz sem zelo čustvena, da če kaj ukala, prosim. Pa mi smo zelo še na začetku te poti. Olivija je stara, zdaj bo 9 let, mislim, zelo na začetku. Ena lekcija, jaz sem človek, ki zelo organiziramo naprej, načrtujem. Jaz že imam morje rezerviran septembra za naslednji let. In ta bolezen nas je pa postavila, ker je tukaj napredujoča, da v bistvu ne veš, kaj bo jutri. In glavna lekcija je, da se moraš naučiti živeti danes. Ne? In to je meni zelo težko, jaz še to vedno znova ugotavljam. In da je treba ta danes izkoristiti, ne? Ker če bom jaz, dobro, rezerviraš morje, ne? Ker pač veš, da nekaj bo, ampak drugače pa za danes tukaj živeti, to je nekaj najtežjega, ne? Ker pač, kako ne rečem, ker je tukaj napredujoče, vedno padeš v tisto, ne? Ker se že malo navadiš na novo situacijo, puf, se poslabša in se spet na novem. In rabiš nekaj časa, da prideš ven iz tega. Da sprejmeš to, recimo tukaj na šoli so me zelo, Olivija zdaj lani začela potrebovati voziček. Na šoli so me zelo, so vedeli moje stališče, da pač želim, da čim dlje hodi in so me zelo lepo počasi uvedli v to, ne. Verjetno bolj mene, kakor otroka, ne. In ta del, ne, da pač se moraš navaditi spet na voziček, pa vse na novo, pa razmišljati, pa spet nekaj začneš študirati, pa planirati, pa spet nazaj. To je glavno, no, tukaj in zdaj, ker ne vemo, kako dolgo sploh to, ne. Hvala lepa, rekli ste, zelo sem čustvena. Ja, preveč. Jaz sem psiholog in v psihologiji poznamo en izraz, ki se nam zdi zelo pomemben. To je jezik čustev. Zdi se mi zelo pomembno tudi to, da se veliko ljudi jezika čustev ne nauči. V šolah se, zdaj po tem novem otroci že v 1. razredu osnovne šole bodo učili drugega jezika, kar je super. Kaj pa jezik čustev? Ali niso pogosto v naših življenjih čustva preveč zanemarjena, ker se jih bojimo, ker nas drugi lahko prizadenejo,
koliko ljudi je prepričanih, da svojih čustev resničnih, pravih, iskrenih ni dobro pokazati. Kako je mogoče trditi kaj takega, da je tisto, kar je morda najbolj iskreno, najbolj naše, najbolj pristno, najbolj resnično, tako pogosto predmet zatiranja oziroma cenzure, o tem pa raje ne bomo govorili. V tem prostoru tukaj, kot sem že prej rekel, želimo tudi to, govoriti o jeziku čustev. Jaz sem prepričan, da o tem lahko poveste vsi trije, zelo veliko. In vas tudi prosim, če ste pripravljeni še kaj več povedati o tem. Torej, kakšna vsa čustva vas vedno znova prevevajo in kaj vam to pomeni? Mi smo zvedeli za njeno diagnozo čisto po butestem, ker bila stara 2 leti. Najprej si se zjokal, sam pri sebi, itak izoliraš se od vseh. Ne vem, zakaj, pač jaz nisem mogla sploh gledati, ker se nisem hotela smiliti drugim. Saj jaz sem preklopila v en drug način delovanja in sem šla v akcijo. In sem čisto zanemarila čustva. Po 3 letih je pa to pošlo se za mano. Kar je vodilo tudi, ker ne moreš sam sebi lagati. In takrat sem si poiskala tudi, žal nam ni bila ponujena recimo psihološka pomoč, na pediatrični sploh ne, ob diagnozi, in še zdaj tudi, ne, jaz si pač sama plačujem, psihologinjo, ker mora imeti vsaj parkrat na mesec se zjokati in zdreti, karkoli že pač ne, obdelati. Je pa pač res to, da če tlačiš, se pozna recimo, kaj pravite, partnerja morate v vas sprejeti. Ne. Ta razlika pri nas je bila v tem, da jaz sem šla v akcijo in sem šla tako v akcijo, zdaj že bivši partner pa pač malo drugače sprejemal, pa njega bilo skozi nami, kar je vodilo do tega pač, da je šel. Mislim, ne, pač še vedno je vključen v olivino življenja, ampak nismo več skupaj, ne. Kar je še en pol udarec vsega tega, ki si že rečeš, a res rabim še to, ne? Ampak okej. Tako da ja, jaz mislim, da bi vsak rabil psihologa. Že če drugega ne bi bilo veliko bolj mirnosti med ljudmi, ker se ne bi pač, tam bi se spucalo, po domače povedano sem izrazil. Se popolnoma strinjam z vami. Čustva lahko zanikamo, lahko jih odrivamo, lahko jih tlačimo, vedno pridejo. To je njihovi naravi. Zato se strinjam tudi s tem, ko pravite, ne? Vsakdo bi moral psihologu, ne zato, ker je z njim kaj narobe, ali pa ker je zmešan, ali pa kaj podobnega. Ne. Zato, da se morda skupaj naučimo jezika čustev. To je jezik, tako kot angleščina, ki se jo lahko učimo, se ga učimo in se ga tudi naučimo. In potem znamo morda malo bolje regulirati svoje čustva, da nas ne udarijo preveč. Ja, zagotovo. Odkar sem pri tej psihologinji, je precej zmanjšala mojo impulzivnost in to. In tudi pri otroku se vidi, ne? Ker že tako si živčen, ker gledaš in vidiš, da gre na slabš in prenašaš podzavestno to živčnost na njo, je naredila vsaj ta premik in zato pravim psihologa, ne? Da pač ne prenašaš tega več na otroka, ne? Ker že malo ni tak po svoje stvari sprocesiral, kakorkoli že, ampak te stvari sam sebe urediš, mislim, znotraj sebe. Hvala lepa. Od začetnega vprašanja o lekciji, ali bi to lahko imenovali lekcija življenja, mislim, da bi lahko. Nekatere lekcije so v naših življenjih razmerno enostavne, so preproste, jih zlahka sprejmemo, nekaterih ne sprejmemo, ker se nam ne da, ali pa imamo kakšne druge razloge. Nekatere so težke, nekatere so zelo zahtevne. Med take lekcije gotovo spadajo ne samo izkušnje, o katerih tukaj govorimo, ampak tudi druge izkušnje, ki jih ima večina ljudi prej ali slej v svojem življenju, kot je, na primer, staranje, ali so bolezni, kot je umiranje. Na vse zadnje, seveda, nas vse čaka še nekaj drugega, ne? O katerih
čustvih bi vi spregovorili, gospod, ki so vas prevevali ali pa vas morda še vedno prevevajo in so za vas in za vašo hčerko in morda za vašo družino zelo pomembna? Ne vem, mogoče, kako pokazati hčerki, da imaš rad. Ker je pač, ko prideš domov iz službe utrujen, in priti, sej pokazati, pa recimo, če cel dan nisi doma, kaj nekdo drug zno, in potem rekel, ker te otroci pa vse ta čustva in pa veliko pomeni, če ti lahko pokažeš res na tak, mogoče na njihov način, nekaj na svojega življa, da vedeti, kaj rabiš, kaj je bilo, ker mogoče ta čas ali pa način podajanja teh naših čustev, recimo to, ne vem, da tega čustva, to ne vem, mogoče mi še nekaj prej povem, da se kaj. Mogoče vi, gospa. Katera čustva in katera so tista, vi ste zdaj spregovorili o eni, ki je verjetno najpomembnejši, to je ljubezen. Kako pokazati ljubezen in kako razmišljati o ljubezni, za katere vemo, da lahko zdravi, če smemo uporabiti ta izraz. In po drugi strani vemo, kako pomanjkanje ljubezni lahko človeka poškoduje. Mislim, izkazovanje ljubezni, to je tako, itak vsak dan jo prelupčkaš, razvajaš, jaz mogoče nisem dober primer, jaz tudi dosti kupujem stvari. Ne vem, zakaj, če mogoče kompenziramo vse skupaj, ko vem, kako je, mislim, kako je bo, da marsičesa ne bo doživela. Teda mogoče, jaz enostavno skušam, ko je z mano, da so skupaj, da je res to čas za njo. Dam stran telefon, dam stran vse in na tak način se mi zdi, da jaz kažem, da imam rada, sem tudi zelo stroga, res kar. Tako da jaz upam, da tudi to razume nekako podzavestno, da je to pomeni, da imam rada. No? Tudi takrat, ko rečem, ne smeš nečesa in ena pravila so in to. Ne vem, če sem jaz pravi človek. Jaz veliko kupujem. Hvala lepa. Gospa Martina. Ja, jaz, če se spomnim začetka, je bila to ena mešanca žalosti, jeze, razočaranja in je to potem tako kar malo v valovih prihajalo in odhajalo. Zdaj, skozi leta je pa zmer bolj nihanje med enim strahom, kaj bo z njo, koliko bo samostojna, koliko bo, ne vem, zadovoljna sama sabo, ta njena samopodoba me zelo skrbi, koliko bo živela med enimi ljudmi, ki bojo znali pomagati, koliko bo imela tega pristnega stika z drugimi ljudmi in na drugi strani med zaupanjem, da vse to bo, da so trenutki, ko si rečem, sej smo vse do zdaj zmogli, bomo pa tudi to naprej, se bo vse uredilo, potem pa spet pač so neki trenutki, ko se moraš tudi zjokati in ne vem, včasih, ker razmišljam, da smo premalo ambiciozni, da smo jo tako nižji izobraževalni program dali, a res ni šlo, a smo premalo naredili, tako velike enih čustev vpletenih v to spodbanje. Se popolnoma strinjam z vami. A ste morda pripravljeni razmišljati o tem, vi ste prej rekli, potem grem pa psihologini oziroma moče bi vsak človek, kdaj moram biti, ali ste pripravljeni razmišljati o tem,
koliko teh bremen lahko prenesete sami, ste jih pripravljeni prenesti in koliko je takih bremen, ki jih nima smisla prenašati in jih je bolje deliti z drugimi ljudmi. Mogoče, če vi lahko. Če se lahko navežem na njo, ne, recimo, ali smo dovolj naredili za otroka ali ne, ne. Jaz bi dva primera povedal taka. No, eden je bil, ko je enkrat, ne vem, ženina sestra, medicinska rekla, vi ste pa za vašo hčerko veliko naredili. Ne. Da je glede na diagnozo v takem stanju, kot je. Ne. Tako da drug primer je bil pa, ko smo bili soočeni enem predavanju fizioterapeutov, jaz pa bila spana kot gosta, kaj se reče, kot primera, ne. In je prišel en fizioterapeut, so zdravniki, mislim, z cele Evrope, in prišel en z Hrvaške, pa rekel, veste, vaša Ana bi rabila najmanj 6 ur fizioterapije na dan, 6 dni v tednu, rekel, ampak, veste, to ne zmore ne njeno telo, ne vi, ne fizioterapeuti, pa ne država, da bi plačala. Ne. Tako da potem ti da neko tak, to, kar ste naredili, ste maksimalno naredili. Ne. In ne se s tem obremeniti, a ste dovolj ali ne, ker starši načeloma naredimo toliko, kolikor zmoremo za naše otroke maksimalno. Ne. Tako da jaz sem to predelal. Mi smo naredili vse, kar je bilo, mislim, še vedno delamo, ne, ampak se nikoli ne učitamo, pa ne sprašujemo, ali smo naredili dovolj. Tako da, če komu to kaj pomeni. Mislim, da je to zelo pomemben poudarek. Tako razmišljanje, da smo naredili premalo ali pa da bi lahko naredili več, je tudi sicer del naših življenj. Mi smo bombardirani vsak dan z zahtevami po storilnosti, celo perfekcionizmu. Če še lahko jaz dam en primer, grdo rečeno, najstnica, ki mi reče, da je njen cilj v življenju, da vse, kar bo naredila, mora biti 100%, kajti vse, kar je manj kot 100%, se pravi tudi 99, je za njo isto kot nič. Torej, obstaja samo nič, kar pomeni, jaz sem popolna zguba, loser, nevreden človek, da sploh živim, in 100%, ki pa ponavadi ni dosegljivih. In trpi zelo, ne? Ker ne ve, kako se znebiti te nore zahteve, da mora biti vse, kar počne v življenju 100%. Zato je vaš poudarek, ne, toliko pomembnejši. Ljudi zelo hitro lahko zanese v razmišljanje, ki ga poraja občutek krivde, da nismo naredili dovolj. Ampak občutki krivde so praviloma popolnoma imaginarni. Če človek vpraša nekoga, nisi storil dovolj v odnosu do česa. In potem se ljudje primerjajo, do sosedov, do ljudi, ki so uspešni, nam vsak dan na televiziji kažejo super uspešne športnike in druge ljudi, ki veliko zaslužijo in so bogati in so prestižni in se v nas lahko zelo hitro naseli občutek, se res, kdo smo pa mi v odnosu do njih, a bi se morali še bolj truditi in še bolj truditi in še bolj truditi, kar nas lahko zelo hudo poškoduje. Ne? Zato je tudi to razmišljanje, ki sem ga prej zavival, ono vprašanje, ne, o bremenih zelo pomembno. Ne? Koliko bremen je bolje deliti z drugimi, kot pa sam poskušati prenašati bremena z občutki krivde, da koliko jih prenesemo, je še vedno premalo. Ne? Torej, kako je s tem prenašati bremena oziroma deliti bremena z drugimi? Kako je v vaših življenjih? Koliko možnosti je za to, da bremena delite z drugimi? Jaz nekako, odkar smo zvedeli za to diagnozo, si govorim samo sebi, da Bog ti lahko toliko naloži, Bog ti naloži toliko, koliko lahko prenašaš. Ne? Pa nisem toliko veren človek, ampak to mi je nekak tista mantra, da preživim.
Problem je, ker ko si enkrat sam s takim otrokom, vsaj v mojem primeru, nimaš neke, pač imaš svoje starše, ki ti pomagajo. Širša mreža je pa tam, ti ne pomaga kaj dosti. Iskreno, pač to je moja izkušnja. Kar pomeni, da si za marsikaj sam, hkrati moraš pa marsikaj tudi, ker je pač njena bolezen toliko redka, da je res samo nekaj otrok takih, ne, da moraš vse sam naštudirati, ker zdravniki nimajo časa za to. Ne. Tako da jaz mislim, jaz pravim, ta mantra mi je tisto, da ne moram zgoreti, ker imam to bremena, kakor ga lahko prenesem. Mogoče to, če vprašate moja psihologinja, bi rekla, da sem zbišana, mislim, ne reči tega, ne se vem, ampak jaz se ne moram ustaviti zaradi tega, ker točno to je, ne, grem delati vse in iščem informacije nove, a lahko še kako pomagam, ker tukaj, vsaj v našem primeru, zdaj bomo videli, mislim, mi smo toliko dobili od zdravnikov, kakor bi mogoče kdo drug, in je marsikaj na meni. Tudi njen oče ni toliko proaktiven, kakor sem jaz, ker recimo, ne, če biti predolga, ker ostalce, ne, ko smo izvedeli za njeno diagnozo, smo izvedeli po telefonu, pa smo se dobili na hitro, pa njenega zdravnika ni bilo. In jaz sem že čas zgooglala, videla sem, da je v Milano ena konferenca, točno teh zdravnikov, raziskovalcev za točno to bolezen, en teden traja, jaz sem šla, sem se prijavila online, popakirala v avto otroka, varuško, da je pač, takrat pač je bila Olivija stara 2 leti, in sem šla tja in sedela en teden na tistih predavanjih celodnevnih, 3/4 stvari mi ni bilo jasnih, ker sem pač z ekonomskega področja, še več na pediatrični so mi rekli, kaj sem po izobrazbi, pa sem rekla ekonomistka, kaj ima to zdaj veze, rekla, se vi ne boste pa nič razumeli, ko boste tam, zdaj, to pa puste bena, ne. Ampak ja, jaz sem pač, tam sem sedela, nekaj sem ugotovila, predvsem sem našla kontakte in jaz moram nekaj tazga početi, ne. Zdaj, kdaj se bom ustavila, a bom izgorela, a ne bom, jaz nimam, ne da nimam časa, verjetno se nočem sama sabo o tem pogovarjati, ne, ker pač mene žene naprej, vem, da Olivija ne bo zdaj živela 50 let, ne, pa dobro, da ni tukaj, ker še tega nismo skomunicirali v bolezni, in zato hočem izkoristiti vse, kar lahko, ne, da ji pomagam, ne, zato je milijon takih vprašanj, a smo naredili dovolj. Jaz, ne vem, jaz mislim, da če bi bil boljši sistem zdravstva, pa je v redu, zdravstvo je ful dobro, kar se tiče določenih stvari, ampak bi lahko mogoče še bolj bi pomagala, ne? Tukaj sem pa res sama. In tako da ni tega pri meni, a lahko je preveč bremena. To je, ni šanse. Razumem. Ko govorite vi, ali sem premalo storila, kako vi razumete tako vprašanje? Kako prenašate pritisk, ki ga vprašanje nosi sama s seboj? Ali sem naredila dovolj, ali smo naredili dovolj, ali bi bilo treba še kaj narediti in seveda na koncu, kaj bi bilo še treba narediti? Ne, sej jaz mislim, da smo mi res maksimalno delali in še delamo z njo. Je pa ne vem, jaz vidim druge otroke in rečem s tem, ki so v nekem podobnem nivoju, pa so vse šli v poklicno šolo, medtem ko mi smo rekli, da se nima smisla. Ne? In se ob tem vprašaš, če mogoče, če bi še več truda vložil, če bi pa mogoče bilo kaj drugače. Ampak jaz moram reči, da imam veliko podporo v mojem možu, da se skupaj deliva te stvari. On zelo verjame, da smo pač vse maksimalno naredili in da so to pač neke omejitve, ki jih pač moramo sprejeti. On to vse veliko bolj racionalno gleda kot jaz, no, jaz sem malo bolj čustvena, kar se takih stvari tiče. Si prej naprtim kakšne občutke krivde, no. Drugače pa, ne vem, včasih je težko sprejeti, da nisi mogel več narediti, no, da ni bilo od tebe odvisno,
neki, a bo neki uspelo ali ne bo. No. Ne vem, ne znam drugače povedati. Lahko pa rečem, da je veliko lažje, da smo se veliko bolj povezali z družinami, ki imamo neke take otroke, nekaj preko šole, nekaj je bilo pa tudi izkušen v prejšnjih prijateljstvih, pa smo pač slučajno se znašali na tem istem, na tej isti ladji, no, da smo zdaj nekako bolj povezani, no. Si malo bolj ena večja sproščenost je, no. Drugi ljudje, kar se mi zdi velikrat, se ustrašijo teh težav, nočejo govoriti, da nas ne bojo prizadeli, ne vejo, kako bi odreagirali. Pač zatrejo take pogovore in potem nekako ne moreš biti z njimi sproščen, ker ne veš, kdaj jih boš ti v zadvego spravil, ko boš omenil nekaj v zvezi s svojim otrokom. S temi razmisleki je povezana ena zelo zahtevna tema, ki bi se lotili. Obstaja namreč med profesionalnimi delavci, strokovnjaki, obstaja ena fraza, gotovo ste že slišali za njo, in to je zahtevni starši. Obstajajo zahtevni starši. Eni starši niso tako zelo zahtevni, eni pa so. Kako bi vi to komentirali? To frazo. Zahtevni starši, to 99-100%, ne? Koliko prvi otrok ne resta, ne? Zdaj, ko enkrat se soočiš s tem, da pač veš, da ne, zahtevati, kaj lahko zahtevaš od tazga otroka, ne? Pač toliko, kar lahko, ne? Otrok zmore, ne? Vedno moraš tudi mu dati nekaj, da more narediti, tudi če pač nič ne more, ne? Pač naša lahko poje, potem poje, kakšna roka malo jo probamo tako premakne, ne? In je pač, jo pohvalaš pri tem, ne? Recimo, ne vem, koliko besedila ona tebe zna cele pesence, vseh zna jih pa ne vem, koliko, 2 takta pa že vera, kjera pesem je, ne? Pa jo pač pohvalaš, ne? Super, ne? Tako tudi zahtevni starši, ne? Se pravi, vsak otrok ima svoje, omejitve, svoje zmožnosti, svoje področje, kjer je lahko zelo uspešen, pa kjer ni, ne? Naš šolski sistem ni jih temu namenjen, da bi razvijal tisto, kjer so nekdo uspešni, pa ne, moramo vsi znati x na 3 plus x kvadrat, je in rešiti v 3 minutah, ne? Pa nekomu to nič ne pomeni, ne? In zdaj, ker pač tega ni naredil, mora nekaj, ja, da znaš tega narediti, ne? Ima lahko neko drugo področje, ki ga pa, ne vem, bi blestev lahko, ne? In to je tudi problem, recimo, potem ne samo prinašati to, pri drugih, kam bo usmeriti, ne? Kaj bo v življenju počel, ne? Pač, kaj bo počela, pač, če lahko kaj, pač za tisto dela, ne? In je, ampak naša družba trenutno še ni tako na takem nivoju, ali pa stan, da bi pač tudi take otroke sprejeli, ali pa nekam, da bi pač bili uspešni na nekem področju, pa bi zato bili kot uspešni športniki dovolj dobro plačani, ne? Za to delo ali pa za to znanje ali pa za delo, ki se bo upravljalo, ne? In potem so vedno vsi in vse družine in te otroci, mislim, skupaj, ne, smo dejansko nekje malo potisneni dol, ker pač, kako te rekla, ne moš svoje kariere graditi, zato ker pač si prevezati nekam, ne? In tudi taki otroci, karkoli delalo je težko, da bo pač ne bojo nikoli dosegali vrhunskih karier v življenju, ne? In zato smo si malo, rečemo, malo zaznamovanja, ne? Ampak jaz sem se s tem, že sem rekel, sprijaznim, jaz vsak mu povem kakšen, zakaj se tako sekiraš v službi? Se sekiraj, čemu? Vse to ni pomembno v življenju, ne? Življenje je pomembno, da se razumeš s sodelavcem, z otrokom, s partnerjem, s sosedom, da živiš normalno, veselo življenje, da se znaš poveseliti, ne? Da znaš tudi nekam iti, ne samo, da boš uspel, pa da boš uspešen, pa da bo karijera šla navzgor. Ne vem. Pred približno enim tednem je v britanskem časniku The Guardian bil objavljen en članek
malo daljši, in sicer so predstavili 20 različnih ljudi in njihovih razmišljanj potem, ko so dobili smrtonosno diagnozo. Praviloma je bil to rak. Obeh spolov, različnih starosti, različnih poklicev, skratka zelo različni ljudje. In so jih pridobili, če lahko tako rečem, za sodelovanje. So jih vprašali, kako je to vplivalo na vaše življenje, oziroma kaj bi sporočili drugim ljudem zdaj, ko veste, da nimate več veliko življenja pred seboj. Tako rekoč vsi po vrsti so odgovorili, ne da bi vedeli drug za drugega, da so še bolj kot prej prepričani, da so v življenju daleč z naskokom najpomembnejši medsebojni odnosi. Da so vse druge stvari bistveno manj pomembne. In mi tukaj danes govorimo o zelo intenzivnih medsebojnih odnosih, recimo v vaših družinah. Ampak mogoče še, če lahko vi, gospa Martina, spregovorite o tej frazi zahtevni starši. Obstajajo namreč ljudje, strokovnjaki, ki se jih bojijo. Zahtevnih staršev namreč. Ja, ko smo šli v Cerius, je bilo nekje v enem tem mnenju strokovnjakov napisano, da ima živa zelo zahtevna starša. No? Še danes ne vem. Sem zadev, če smo bodo ključil, ste vi med njimi. Še danes ne vem, če točen, kaj je razlaga tega bilo. Ja, mogoče je to, da smo se zmer trudili maksimalno iz nje izvleči. No? Zelo smo se držali različnih nasvetov in res veliko delali z njo, da so vsaj v prvih letih so govorili, da jih gre glede na diagnozo zelo dobro, da niso toliko pričakovali od nje. Tako da je pa res, da se pa s temi zadevami se pa vsem utrudaš, no? Ker zahtevni starši pomeni, da moraš biti zahteven tudi do sebe, no? Da moraš se disciplinirati, da tudi takrat, ko se ti ne da, se ukvarjaš z zadevami, ki ti niso zelo pri srcu, ali pa moraš veliko energije v to vložiti. Ne to, kar pravijo, pač moraš biti dosleden. To je zelo težko biti dosleden, ne? Ker imamo vsi take pa drugačne dneve in ne moreš zmer isto zahtevati. No? Tako da jaz res probam zdaj pri mlajših hčerki res najde to zdravo mero, no? Da ima in pač neke delovne navade, istočasno pa da ima tudi prosti čas, da ga lahko po svoje kreira, da se razvija tudi konec v medsebojnih odnosih, skozi igro z drugimi otroki. Tako da neko zdravo mero je treba pa zahtevnosti najti. Hvala lepa. Gospa Lana, zahtevni starši. Po moje, če bi tukaj vprašali v Ceriusu, verjetno sem. A vi tudi? Ja, ampak z vidika tega, da želim, da čim več izkusi, pa doživi, pa naredi, doseže zdaj, ko še lahko. Jaz se zavedam, da bo slabše, da bo zelo slabo in zato tudi od nje tudi vzgajamo skozi tako, da ne da od sebe kar lahko največ. Tudi če se ji ne da, probaš 20 minut, pa pol, se veste tisto, 10 minut delaš eno stvar, se prisiliš, pa vidiš, a ti je za naprej zadelati ali ne. Isto je, pač skušam njej, ne, da pač, ker jaz vem, da enkrat ne bom mogla, pa mogoče, kaj s tem, jaz želim, da pač doživi marsikaj že zdaj, dokler še lahko. No. Sam zato sem tudi znam biti verjetno naporna
znam biti, mislim, ampak to so vse izkušnje odpre, ne, ker pač, če ti ne zaropotaš, ne bo nič. Mislim, če ti ne premakneš, ne bo nič. In zato verjetno z tega vidika. In tudi do nje, čim bolj v šoli ne sodeluje, ker pač vem, da bo potem vse težje in težje. Zdaj je še EIS, jaz se zavedam, da bo enkrat mogla iti na EIS že zato, ker ima številne omejitve že zdaj, kaj še ne bo. Zato sem zahtevna. Tako da je pa to vse, ta percepcija, vse noter, ki zahtevaš. Razumem. S tem je na en poseben način povezana še ena ideja, o kateri bi rad, da spregovorite Alain de Botton, izvrsten psihoterapeut. Na svojih predavanjih vedno znova pove, izpostavi eno idejo, ki jo potem seveda tudi komentira in dokazuje, da ima prav in tako dalje. In sicer, čisto na kratko, nihče od nas ni popolnoma normalen. Vsi smo po malem ne normalni, če lahko tako rečem. Kako, vi ste prej izpostavili čisto na začetku, dve besedi, verjetje in zaupanje. Formalno, kot se pač v žargonu reče, je vaša hčerka otrok s posebnimi potrebami. Včasih se zdi, kot da živijo na tem svetu ljudje oziroma otroci, ki se delijo v dve veliki skupini, pa eno veliko, pa eno majhno. Eni imajo posebne potrebe, eni pa ne. V resnici je ta delitev arbitrarna in pravzaprav je malo neumna in je tudi že zdavnaj presežena v strokovni literaturi. Obstajajo različni ljudje in obstajajo različni otroci. Pika. In v luči de Bottonove ideje, s katero se popolnoma strinjam, da smo vsi po malem nenormalni, kako vi razumete pomen verjetja in zaupanja, ki gotovo pomeni tudi zaupanje v drugega, naprimer v vašo hčerko, pa v kogarkoli drugega, ki ga srečate v svojem življenju. Zaupanje pravzaprav bi moralo biti, bi bilo fajn, če je medsebojno. Jaz zaupam vam, vi zaupate meni. In kako to razumeti v luči medsebojnih odnosov, zelo intenzivnih medsebojnih odnosov, ki jih gotovo imate vsak s svojim otrokom. Če sem bil razumljiv. Ne vem. Prej sem hotel to reči, da moški pa ženskama drugače gledamo na vse skupaj. Pa v to mogoče bi najbolj vedel, ne? Kaj meni so, pa mogoče čisto to vprašanje, ampak mamice so vedno bolj, ko bi rekel, bližje otroku kot jaz, ko sem oče, sploh te čerka. In imam mogoče malo drugačen pogled na to, kaj dosež pa kaj ne dosež. S tem zaupanjem pa zdaj malo ne vem, kaj bi vam rekel. Seveda. Ali pa mogoče dodam še eno besedo. Upam, da jo bom pravilno umestil, da ne bo kakšnega nesporazuma. Beseda, ki jo bom uporabil, nima nobene zveze z religijo ali pa z inštitucijami, vsaj zdajle v tem primeru, ko jo bom to uporabil, to je beseda vera. Beseda verjetje, beseda zaupanje je zelo povezana tudi z besedo vera. Ni nujno, da gremo v inštitucijo, da gremo v cerkev, da gremo ne vem kam. To je spontan človeški odnos do nečesa, kar imamo ljudje za nekaj, kar nas presega. Se pravi, kakšen pomen, kako pomembno je, naprimer za vas tri, verjeti, zaupati, verovati v karkoli že.
Jaz mislim, da ni, skoro bi si upotrebiti, da ni starša, ki ne bi imel potem vere, ko ima takega otroka. Da veruje v nekaj, da se bo nekaj izboljšalo, ali pa da ima nek cilj, nek smisel. Ker če brez vere, potem lahko nehamo danes. Mislim, to je ono, končaš in če nimaš nič vere, moraš imeti kanček, vsaj kanček, da rečeš, zmorem, verjamem, bomo uspeli, čeprav ne gre videti tako, kot smo se zamislili, brez vere, pa mislim, da ne bo šlo. Bi vi dve kaj dodali? Ja, jaz tudi podobno razmišljam kot gospa Lana, no, da Bog zmer naloži to, kolikor je človek zmožen prinesti, no, čeprav se na trenutke zdi, da je to več, kot boš sposoben, ampak kolikor za nazaj pogledaš, pa vidiš, da je bilo res tako, no. Drugače pa jaz mislim, da tukaj, kar se tiče verovanja v svojega otroka, pa mislim, da sem velikrat naivna, no. Meni živa velikrat kaj obljub, pa vsak dan isto. Lepa. Po mojem smo že vse povedali. Ali bi se lahko strinjali z menoj, da je vera, zaupanje, verovanje, verjetje, ne pomembno zdajle, ena najpomembnejših vodil v naših življenjih. Namreč vi ste se v svojem razmišljanju dotaknili zelo pomembnega vprašanja. Sicer bo zvenelo metafizično in filozofsko, ampak ni pomembno, kako bo zvenelo. To je realno vsakdanje vprašanje. V čem je smisel naših življenj? Ali brutalno rečeno, zakaj se vsi ne ubijamo že danes? Torej, se bi strinjali z menoj o pomenu vere oziroma verjetja, ne glede na izkušnje, ki jih imate, da je to nekaj, kar je univerzalno človeško. Jaz mi zdi, da nasprotje od verjetja je nek obup, ko dejansko popustiš in se nehaš truditi, no, in to dejansko, če nimaš verjetja v prihodnost, potem res ne moreš. Ja, moramo vedeti, da pač imamo nek cilj v življenju, da smo zdaj nekim namenom tukaj, ne, kot naši otroci, s katerimi živimo, ne, da pač je že pač namen tako, da pač mi to imamo, ne, da se mi popravimo, mogoče smo mi bili slabi, pa nam to pač na nek način popravi naše razmišljanje na poti v življenju, ali pač pa, da drugim pokažemo, da se da tudi tako živeti, ne. Ker ko nas kdo pogleda, ne, ko malo čas, kakšne pogledi taki, ne, pa vidim, recimo, da starši normalnih otroka, ne, niti ne znajo jim povedati svojim otrokom neko takšen prijed, voziček, pa je malo zdravo, ne, pa tako ne ve, kar bi malo raj stran potegnil otroka, ne. Ker če bi lepo pristopili kot normalni, gledajte, pač fantka zanima ali pa punčko, kaj je, zakaj ne more hoditi, pa se jim lepo povedali, ne, pač ne more noge švoh ali pa ne vem, pač zakaj pač ne more, ne, pa bi otrok čisto normalno to predelal in bi v življenju dosti bolj skozi pa šel okoli nekoga srečo, ne. In tudi mi, pač, ok, pustimo, najprej prijatelji zginamo, pride drugi nazaj, ne, ampak ko okolica sprejme nekoga tazga, pač je to za njih normalno. Večji problem, da se nekdo enkrat pojavi, ko so vsi zdravi, sami športniki, pa jim pade tak noter, ne. To je, tako da preko ta, ne, in pač, če verjameš, je pač življenje bi rekel lažje, kako ne rečem. Dejansko imate prav, tudi
ne samo izkušnje, tudi študije dokazujejo, otroci nimajo problemov s sprejemanjem drugačnosti, karkoli je to pomeni, odrasli jih imajo. Ali bi lahko rekli, da so vaše izkušnje življenje z otrokom s posebnimi potrebami, če damo tak formalen naslov temu našemu srečanju, vas spremenilo, vas kot osebe, kot osebnosti. In če vas je, kako? Boste vi začeli, recimo, enkrat? Zagotovo me je spremenilo. Je pa res, da sem zelo trmast človek in me tudi psihologinja že 3 leta določene stvari ne more spremeniti, ker bi si jaz tudi želela, da bi jih lahko. Je pa v bistvu vetek se skozi prilagajaš novim situacijam, se moraš spreminjati, se si prisiljen v to. Tukaj je samo pomembno, da ste rekli vera, ne, da mora nekdo nekaj verjeti. Jaz bi sam, če lahko dodam tukaj rekla, če trenutno ne verjamete v Boga nekaj višjega, se ni panike, ne, se sekire, mislim, ne, dosti, da verjamete vase, da zmorete, ne. In tukaj je zelo pomembno to, da verjameš vase, da boš obvladal situacijo, ne glede na to, kaj ti pride, ne. Spremenili me je tako, da skušam gledati bolj zdaj, je pa to, jaz še vedno ful planiram, ampak ta sprememba je, ne, se ta otrok prisili, da v neki moraš spremeniti, se ne moraš kot bik iti nekam rint, ne. Tako da se spreminja, vsi se spreminjamo z leti, pa pogotovimo marsikaj, tudi mogoče se še bolj zaradi svojih izkušenj manj zaupaš ljudem, ne, recimo jaz ne razlagam pogosto, kaj vse je z nami, ker nikoli ne veš, zakaj, ne. Jaz z veseljem, če me kdo vpraša, odgovorim, nisem pa tisti govornik, ki bom šla in bom zdaj razlagala nekaj na veliko, zaradi tega, ker moje izkušnje so, da boljše mogoče včasih manj povedati. Pa vem, da danes bolj govorim, se opravičujem. Jaz bi nas prosil, da se ne opravičujete, ker tukaj smo zato, da se pogovarjamo. In vsaj dobrega pogovarjanja ne more biti preveč. Če mene vprašate, kaj kvečemo premalo. Ampak s tem sem davno začel. Ne? Koliko je tamne ljudi, ki bi se želeli pogovarjati, pa nimajo s kom? Tako izjavno. Se strinjam, tudi jaz nimam s kom. Tako in jaz ne vem, kako to spremeniti. Jaz bi z veseljem to spremenila, ne? Ampak ne vem, kako. Ker vsi starši, otrok s posebnimi potrebami, naši otroci prihajajo v Ljubljano domov o 4:30. Moraš se z otrokom ukvarjati, pa gre spat, naslednjo jutro moraš v službo, otrok gre v šolo, spet zvečer, da vse popedena, greš spat, kdaj? Ne? To imam jaz zelo težavo, jaz bi z veseljem kakšne starše imela, ki bi lahko z njimi delila izkušnjo. Imam pa tudi slabe izkušnje z nekaterimi, ker so začeli, ker se potem začne, pa vem, da se mogoče tudi slišali, tekmovalnost, moj lahko, tvoj pa ne, pa ne tako direkt, da ti povejo to, ampak ti začutiš to in nočeš tega, pa reš se izogneš takim ljudem, mislim, to hočem reči, ne, in jaz ne vem, kje ne najdem starše, pa čas, pa vse, da se z njimi lahko pogovarjam, bi pa se ful rada druge izkušnje zvedla, ne. Mi imamo recimo ta njena bolezen, jaz v Sloveniji nobenega ne poznam, pa sem prosila večkrat pediatrično, če nas povežejo, ne. Pa tudi nismo bili najbolj uspešni. Sem pač našla v Ameriki, je pa staršev precej, so si naredili svojo Facebook skupino in tam noter marsikaj izveš in tam lahko tudi vendaš vse, ne? Ampak jaz bi rada tudi tukaj koga, pa ne uspe, tako. Jaz se popolnoma razumem in ena od idej, ne, zaradi katere je tudi tale prostor danes, tak, kakršen je natanko ta. Če ne bi bilo te ideje, dobro in koristno se je pogovarjati, potem tega srečanja danes ne bi bilo. Tole srečanje ni namenjeno samo sebi. Je namenjeno, kot sem rekel, na začetku odpiranju prostora, kot se temu reče, ne, za take pogovore, za take oblike pogovarjanja. Ne. Jaz seveda upam, da se bo to še spremenilo. Naj
dodam, če smem, čist tak osebni, kratek komentar. Je že nekaj časa zelo resno razmišljam o ustanovitvi eksistencialistične kavarne. To je izraz, ki sicer ni moj, to je izraz, ki sta ga Simone de Beauvoir in Jean-Paul Sartre uporabila leta 1932, ampak vseeno, zato ker kot psiholog pa se v teh letih, v desetletjih dela zelo dobro ve, koliko je ljudi, ki izjavlja natanko to kot vi. Želimo se pogovarjati, hrepenimo potem, da bi se pogovarjali, kako najdete ljudi, kje so, ker so, tam je zunaj je cel kup, morda celo ne vejo drug za drugega, in potem kje so prostore, kako ustvariti prostore za taka pogovarjanja. Tole tukaj danes je en začetni poskus ustvarjanja takih prostorov. Ampak mogoče sam, ker se nam približuje čas, da bomo morali počasi zaključiti, če lahko še viva na kratko odgovorita, na kakšne načine vse vaju je spremenilo življenje z otrokom s posebnim potrebami. Ja, težko rečem, postala sem sigurno bolj prilagodljiva, to, kar sem že v začetku razlagala. Spremenile so me pa tudi določene izkušnje, ki so povezane s tem. To, da se znam bolj postaviti zanjo, pa tudi zase, da zahtevam neke stvari od institucij, od zdravnikov in podobno. Ja, istočasno pa se učim, kako se ne sekirati za brezvezne stvari, ker so druge stvari v življenju veliko pomembnejše. Ne vem, jaz sigurno sem drugač, kaj je bilo drugače, če je bilo drugače, pač neke omejitve so, ki pač nekatere lastne hobije in želje pač moraš dati na strano, Je pa ena stvar, ki sem hotel prej povedati, ko prebrodiš to mojo in ne razmišljaš več o tem, o bolezni otroka, o unom, o tretjem, mi se pogovarjamo s prijatelji normalne stvari, ne o bolezni otroka. To smo mi dali skozi. Mi ne rabimo pogovora o tem, kar smo predelali zadevčine. In ko presežeš to, mogoče bo to boljš, ko boste nehali o tem razmišljati, pa se o tem pogovarjati. Ko to sprejmeš, da je to tako, da ti najboljši zdravniki na svetu ne morejo pomagati, potem morate gledati na svoje življenje. Vi ste samo starš otrokov. Tudi vi morate živeti. Mogoče, da jaz filozofsko razlagam ali ne kako, ampak hočem povedati, kdaj je drugače ne može biti, drugače se stane v tem, 24 ura, če pa to nekako, moraš svoje življenje, imeti svoj hobi, imeti svoje prijatelje, imeti svoje teme, moške, ženske, kavice, pijače, nekakoli, se ne pijam, sem tako hočem povedati, druženje iz vrstniki dejansko, z našimi vrstniki, mi dva žena hodo v na pevske vaje, včasih imamo pri nas, včasih je zdaj pač malo že tako velika, da pač je pri Anja, pa ne da bi mogla, ampak ko enkrat to dejansko se moraš na normalno življenje postaviti nazaj, drugač mi lahko obupamo tako in smo zafrustrirani, ni pomoči nam, potem imamo dva bolnika v hiši, mislim, pa otrok. Hvala lepa. Imamo še nekaj minut za demokracijo, tako da prosim, če bi še kdo od vas vprašal spoštovane goste, izvolite. Prosim. Ja, vendar... Najlepša hvala. Hvala, da ste, zelo sem vesela, da sem slišala vsa... Ja, a me slišite zdaj?
zelo sem vesela, da sem poslušala vse, kar ste imeli reči. Prvo, na začetku bih hotela prvo, da se opravičujem zaradi moje slovenščine, ker jaz aktivno govorim slovenščino komaj 1 leto, tako da evo, ne gre najboljše, ampak upam, da me boste vsi razumeli. V Slovenijo smo prišli pred 1 letom, ne pred 1 letom, pred 3 leti smo prišli v Slovenijo zaradi Helenine šole, zaradi Siriusa. In kakor ste rekli, tudi smo tako, živimo v enem svojem svetu, v svoji hiši, v enem omejenem, kako bi rekla, svetu. Ampak smo zelo prilagojeni Heleni po eni strani, po hčerki Helena in Olivija grejo skupaj v razred. In tako, ko sem vas poslušala, kot da sem sama jaz govorila, se strinjam s vsem, kar ste povedali. In bi hotela reči, da ni, tako poslušam, pa isto hočem reči, da ni vse tako črno in belo, da ni vse tako, ne vem, da vsak dan neki boli. Ja, recimo, zdaj, ko poznam mojo Heleno, vsi vejo, da je to ena tako radovedna deklica in jaz sem se veliko od nje naučila. In se je moje življenje spremenilo na boljše, odkar sem Helenina mama. In uživam z njo. Ona ima veliko, ona ne hodi sama, ima omejen govor tudi, tako ima lažjo duševno motnjo, vse, ampak mi to sploh več toliko ne vidimo, ker tako smo so živeli s tem. In vsak dan se smejemo, vsak dan nekaj novega naučimo od nje. In zdaj nimam konkretno vprašanje, razen tega, evo, da me veseli, da sem poslušala Lano, da nima s kom govoriti, da morda to, da mi starši tudi nismo vedeli tu v Siriusu, da bi se lahko med sabo pogovarjali, da bi se družili. Evo, mi smo prvi recimo začeli rojstni dan praznovati, pa smo prvi povabili prijatelji in zdaj praznujemo že 2 leti, pa načrtujemo seveda naprej. Tudi sem se mislila, jaz bi tako rada bi eno skupino imela, recimo starši, ne zdaj, da bi se vsak dan pogovarjali, ampak tako, kakor neki, pa sem se, zdaj ne vem, v slovenščini ustručavala vprašati, a lahko recimo imamo nekakšno skupino ali se tako dobimo na kavici. Pa sem tudi, evo, 1 leto sem hotela tudi vprašati starše, če bi prišli k nam domov otroci, da nam, ne vem, spečemo palačinke, pa pridejo, pa se igrajo. Tako da, to je zdaj pravzaprav, evo, se opravičujem, malo sem le govorila, se opravičujem. Ampak bi hotela, evo, povabiti recimo Olivijo, pride nam za vikend, brez nekega velikega načrta, da pride na palačinke. To oni so prijatelji, razen tega, da so oni otroci s posebnimi potrebami. Oni so navadni otroci, prijatelji, veseli. Jaz se vsak dan veliko od njih učim in res sem, evo, jaz sem ponosna, da sem član, da sem del skupine Siriusa. Res sem ponosna na vse Helenine prijatelje, sem veliko ponosna in moram reči, zaradi tega rojstnega dne, da nikoli se nisem toliko zabavala, kot so našim otrocami iz Siriusa. Ja, res moram, evo. Tako da hvala vam, veliko hvala za vse, kar ste danes nam privoščili. Hvala lepa, mimo grede, vaša slovenščina po 1 letu je briljantna. Torej, še nekaj minut imamo, če bi še kdo, prosim. Lahko nas kritizirate, lahko nas pa tudi hvalite. Ni pa ni treba, če nič od tega nimate v mislih, bi se vam zahvalil za vašo potrpežljivost, za to, da ste sploh prišli. Prišli ste v velikem številu, kar je spodbuda za nas, da bomo pripravili še kakšen tak pogovor. Seveda, brez vas tega pogovora ne bi bilo, tako da še enkrat hvala lepa, da ste bili. Torej, še enkrat hvala lepa
in ostanite še naprej v cvetju. Toliko za danes, lahko noč.